Žiga Špaget gre v širni svet. Bela kot galeb. Žiga Špaget je za punce magnet. Marijo in Darja. Polna luna in shujševalna kura. Zgodba o angelu in hudički. Na drugi strani vek. Berenikini kodri. Juhuhu pa je nagnila plastenka. In zmaj je pojedel sonce. Modrost starodavnega Anka. Dnevnik Hijacinte Novak. Cvetje in ogenj. Koliko sem bila stara, ko sem se rodila? V vrtincu črk. To je naslov najnovejše slikanice izpod peresa naše gostje, ustvarjalke in pedagoginje, ki je rasla s knjigami in že od malega dihala kulturniški zrak. O pomenu in vlogi literature pa razmišlja na svojstven način. Hkrati pa je v vrtincu črk tudi besedna zveza, ki povzame vsebino današnjega predavanja, ki ga Splošne knjižnice Dolenjske, Bele krajine in Posavja v sodelovanju pripravljamo ob Mednarodnem dnevu disleksije. Doktorica Ksenija Kermaner, pozdravljeni. Pogodoma sem izpostavila nekaj naslovov vaših avtorskih del, namenjena so tako polno čutečim otrokom in mladostnikom, kot tudi odraslim. Posebno pozornost pa pri svojem ustvarjanju namenjate tudi osebam s posebnimi potrebami. Ste avtorica prvih tipov in izvirnih leposlovnih besedil za lahko branje, kateri se dnevno poslužujejo tudi dislektiki. Zaupali ste mi, da ste tudi sami oseba z disleksijo. Zanima me, kakšen je vajin vsakdan, v katerih primerih se že pikata, kdaj pa ste še vedno na vi. Ja, lep pozdrav tudi vam, hvala za povabilo. Ja, res je, jaz se že nekaj let ukvarjam z otroki s posebnimi potrebami, z literaturo, tako da vse skupaj povezano. Prej sem delala 25 let na centru Iris, to pomeni na Zavodu za sliko in slabovidno mladino Ljubljane, kjer sem se usmerila na slepne in slabovidne otroke. Zdaj pa, ker predavam na Pedagoški fakulteti Univerze med Primorskem, na smeri inkluzivna pedagogika, sem pa nekako razširila svoj diapazon zanimanja tudi na vse druge oblike posebnih potreb. Se ukvarjam tudi z drugimi, naprimer, nekaj knjig napisanih tudi v slovenskem znakovnem jeziku, da je za njih dostopno. Zadnje čase pa tudi s fotopičnim sindromom oziroma sindromom Helen-Irlen. Sama pa sem, kot ste omenili, kar sem seveda ugotovila še kasneje, namreč v osnovni šoli, že kot otrok se spomnim, da sem zavedevala črko A in O pisano. In sem bila zelo kregana kot zelo površen otrok. In se spomnim z grozo, da sem morala 100-krat napisati A in O. Samo zaradi tega nisem bila nič boljša. Kako danes to podbujem, ker vemo, da disleksija ni bolezen, to je samo neurorazličnost možganov, zato se je ne zdravi, ampak jo lahko samo obidemo ali pa se zelo tikamo, kot ste zelo dobro rekli. Določene strategije so, meni dela največ problemov matematika. Odnos številk, same števke, naprimer, to se je vrnilo predvsem v gimnaziji. Jaz sem imela danes tudi upravni izpite iz matematike v gimnaziji, vse ostalo več ali 5. Matematika pa fizika, ki je treba računati pa negativno. In naš profesor ni mogel razumeti, kako da jaz izpenjam ves postopek, kako pa treba nekaj izračunati ali poštevamo, pa zamočam do besedno povedano. In ko je prišel razred, je rekel, kako ste lahko izpeljali vse dobro, potem da pišete te 2x9 81. In jaz ga pogledam in rečem, vse je 81. Se pravi 18, 81, 9, 6, to so zame enake števke. In imam hude probleme pri datumih, seveda pri seštevanju, čisto osnovnem. Še vedno takole pogledam na vrste, koliko je 8 plus 3. Imam moč vrsto, seveda. Edina
sem imela čisto 5, pa še nihče koliko mene ni pisal 5, tako da je vedel, da nisem prepisala. Ja, strategija druga je bila pa to, da sem ogromno brala že kot otrok. Meni sta moja starša, ki sta bila sama pisatelja, in sta ogromno brala, že kot otroku brala Zajca, Strniša, tako poezijo, ki je za večka, ne, ni ravno, ampak meni še vedno odzvanja tiste ritem teh pesmi in seveda sta me navajala na branje in sem jaz v bistvu do pubertete prebrala že praktično vse. In s tem to je bila nekakva strategija, da sem znala tudi glasno brati. Jaz sem recimo mojim učencem v šoli, Centru Iris, ogromno prebrala. Mi smo imeli uro slovenščine, ki sem učila slovenščino nikoli. Uro slovenščine smo končali 10 minut prej, so se potrudili in potem sem izbrala svoje zgodbe, tisto, kar je bilo premejno, recimo knjižnica Sidnega Veba so bili zelo mejni tisk, pa zanimive zgodbe. Tako da sem ogromno prebrala na glas in to mi je tudi zelo pomagalo. Tako da edino še pri pisanju moram paziti BD, naprimer, ko se imenujem, potem, ravno pred nekaj leti ko sem predavala študentom, moj predmet je namreč metode dela s slepimi slabovidnimi in jim na tamo napišem črko L v pravi pisavi. To je prva, druga, tretja pika, potem pa spodaj pa napišem vidno črko L tiskana in napišem takole na tamo. Potem vidim, da v predavalnici se nasmihajo, pa se pogovarjajo in rečem, kaj me narobe? In pravijo, narobe ste obrnili, profesorica. In se nekaj, vidite tukaj, pa hitro sem izkoristila, vidite, tukaj imate pa res krasen primer živega dislektika pred sabo. Sploh nisem opazila. No, tudi knjižničarji na kljub številčnosti in dostopnosti informacij pri stiku z uporabniki pogosto naletimo na odziv, da v povezavi z disleksijo še vedno tavajo v temi. Kaj pa na primer staršem in skrbnikom, pa na drugi strani tudi strokovnemu osebju priporočate, da izogib temu, na kak način si lahko pomagajo? Ja, prvo morajo se zavedati, da disleksija ne bo menila. To imaš vse življenje. In to je treba sprejeti, ampak seveda jo obvoziti, se tikati z njo, hvala za ta izraz, ga bom uporabljala, pa določene strategije in seveda metode uporabljati, da je to lažje. Predvsem moramo ugotoviti, če je res za disleksijo ali za skotopični sindrom. Ker pri skotopičnem sindromu ali sindromu Helen-Jedlen pomagajo lahko specialni barvni filtri oziroma barvne folije, ki položimo čez vsiljivo bil papir in črno tisko, ki vemo, da so vse knjige več remontno potiskane, in omogočimo otroku, da lahko bere. To je pač druga motnja, ne smemo mešati tega dvojega in moramo dobro diagnosticirati, ker poznamo veliko otrok, ki imajo diagnozo disleksija ali pa specifične učne težave, primanjkljaje na posameznih področjih učenja, pa kljub temu imajo sindrom Helen-Jedlen, ki ni detektiran in zato se ne moramo pomagati. To se pravi najprej ena dobra diagnostika, potem pa seveda metode. Na spletu je cel kup pomoči, če vstipkamo besedo disleksija, bodo zelo natančni napotki prišli pod roko, od tega, da pišemo stvarci pod roko, da ne uporabljamo res belega papirja, ekopapir, potem, da je razmaknen vrsticami, da pravilno naborčo vzamemo, da samo leva poravnava in tako naprej. Tukaj imamo zelo natančne napotke, kako se to lahko pomaga. Jaz pa mislim, da disleksija ni samo motnja, ampak je tudi prednost. In to je v tem smislu novejše terminologije, pozitivne terminologije in gledanja na, bom rekla, te motnje okvare, kako že rečemo z neprimerno besedo. Mi vemo, da je ovira v našem linearnem svetu, mi vemo, da je učni načrt, naše šolanje je zelo linearno. Ne dopušča nekega zvezdastega razmišljanja, tako kot razmišljamo dislektiki. Te netipični možgani
drugače razmišljajo in to je dostikrat, mi rečemo stujko out of the box razmišljanje, to se pravi izven okvirjev in je lahko zelo ustvarjano. Tukaj bi morali učitelji več nameniti takim otrokom več pozornosti in razvijati njihovo močno področje, ker so. Ta motnja možganih omogoča pa popolnoma drugačno razmišljanje, ki je lahko zelo inventivno. In tukaj pa mislim, da naša šola šepa, zelo šepa. Omenili ste skotopični sindrom, ki se pogosto zamenjuje ali se pojavlja z disleksijo. Je pa ta sindrom tudi rdeča nit vaše najnovejše slikanice, ki imamo tudi tu poleg v vrtincu Črn. Pa nam prosim zaupajte kaj več o vsebini tega literarnega dela in pa samem sindromu nasploh. Ja, jaz sem se pravzaprav z skotopičnim sindromom, oziroma novejše rečeno s sindromom Helen Irland, srečala na centru Ilirsko, sem bila zunanja evalvatorka enega čudovitega projekta z naslovom Strokovni center za pomoč otrokom s slabovidnostjo in slepoto in pa specifičnimi učnimi težavami. In pa to popolni tudi rečemo skratica. No in tam neka moja kolegica Nina Čelešnik-Kozamernik me je poučila, da ona že skotopični sindrom pozna, če sem lahko prisotna pri testiranjih. In sem seveda z veseljem, ker me je zanimalo, zakaj gre. In potem mi je veliko stvari razložila in tudi sodelovala pri tem slikanici. S ponosom lahko povem, da so pred dobro pisali tudi sama Helen Irland. To je gospa, ki je že od leta v 80-ih letih začela svojo metodo, ko je ugotovila, da je otroke z disleksijo obravnavala, ker so imeli težave pri branju, je ugotovila, da če jim da čez ta vsedivo bil papir, folijo barvno, da pa nekateri odlično berejo. In je začela razvijati potem to svojo metodo, ki temelji ravno na tem, da najprej navedenje, da to ni okulistična motnja, da to ni očesna motnja, ampak je procesiranje možganih je drugačno. To pomeni, da vse barve ne prihajajo v naše možgane istočasno in je treba neke barve generirati. In tukaj pomagajo seveda pač omenjeno barvni filtri, ali so to barvna očala tudi. No in Nina Čelešnik-Kozamernik je povedala cel kup simptomov, ki jih ne smemo zamenjevati disleksijo. Naprimer, samo za skotopični sindrom so značilne telesne težave. Pri disleksiji tega nimamo. Pri skotopičnem sindromu je pa počasno teženo branje samo eden od simptomov. Otroci imajo lahko hude glavobode, imajo lahko migrene, lahko se jim stalno zeha. Zelo tipični primer je, da zaspijo med branjem, da preberejo mogoče pol strani in potem zaspijo. Potem težko precenijo razdalje, orientacijo v prostoru, slabosti celo, morda stvari, ki jih ne bi nikoli povezali s tem. Ampak ko, recimo taka razsvetljava neonska, izjemno slabo vpliva tudi na otroke, v razredih pa vemo, da mora biti ogromno. To pomeni, ker pa ko otrok ugotovi, ali pa starši vprašula, da ima težave, gre najprej izpolnjen vprašalnik, ki ga dobimo na spletu, na strani centra Iris, oziroma strokovnega centra. In če ugotovi, da bi lahko bilo pri njem skotopični sindrom, potem gre na presojevalke skotopičnega sindroma in ta test traja kakšne 2 uri celo. Ponovadi so to starši že zdrava in ponovadi, ki ugotovijo, da je teden. Starši dostikrat rečejo, tudi jaz opažam take težave. In vse te stvari, ki sem jih zdaj povedala, sva z Nino skušali opisati v tej slikanici, ki je namenjena otrokom, pa tudi odraslim. No, kot sem že pomenila, Helen Irland je pisala predgovor in pa Alan Penn, ki je pri nas precej znan, ki je tudi vzpostavljal določene ljudi, presojevalke. Ljubica Kosmač, to so Ilona Kelava, direktorica Jelene klinike Slovenije, ki obstaja pri nas,
In jaz sem skušala kot pisateljica vse te podatke zaviti, seveda. Ta deklica Lara ima skotopični sindrom, medtem ko učiteljica pa prilagaja pač besedila, kot da bi bila dislektik. Ampak ona ni. Ima raje rečem oseba z disleksijo, najprej damo osebo na prvo mesto, potem pa neko motnjo. Ne? In seveda, ko otrok, naprimer, to je zelo, zelo hudo, ko otroka postavljamo pred tablo, pa mora nekaj glasno prebrati, ker učitelji velike napake delajo. In otroku se zatakne, ne more brati, naj se gre za disleksijo, pa skotopični sindrom. In potem se cel razred sni. To se tudi te deklici zgodi, ko se zatakne me in potem seveda sošolci z veseljem meketajo za njo. To ni izmišljen primer, primeri se dogajajo, žal, učitelji tega ne razumejo, tudi oni izpostavljajo učence in se tudi nalagajo, da morajo na glas brati. In učiteljica je potem prizadene s tem, ko pravi, da bi morala v šolo zapovedajati program, ker ne zna brati. Praviloma so tudi otroci kar precej inteligentni, mene povezave ni med, naprimer, med disleksijo ali skotopičnim sindromom in inteligentnostjo. In da ne bo mogla nastopati kot Sneguljčica, ona pa že vse zna na pamet, ker otroci se zelo dobro učijo na pamet, samo težave imajo pač procesiranja vidnega. Nimčarke lahko se vrtinčijo, lahko grejo valovi, lahko se zamedlijo. Nina je pokazala na en video, na predavanje, ki predava tudi za moje študente, ko je deklica vsake toliko časa udarila, tako je brala, potem je pa udarila z roko. In je vprašala učiteljica, kaj pa počenjaš? Pravi, črke se mi dvigujejo in jih moram nazaj spraviti. Zdaj si vi predstavljate, da bi mi brali na glas, pa vsake toliko časa tako je udarjali. Seveda ne gre. Potem, ko je dala pa očala s pravilnimi filtri Ilna Tvor, je pa pravi tekoče. Od valov, vrtincev, zato tudi naslov vrtincev črk. No in seveda govorim tudi o tem, da začne zehati, da je boli glava, da ko učiteljica ugasne neonske luči, da je lažje. Se pravi, skrila sem vse te podatke noter, da bi jih lahko prepoznali. Doma zaloti babico, ko spi s knjigo na glavi, to pomeni tudi babica ima očitno sindrom Helen Irlen. In potem gresta seveda, ker vidi babica, da to je resnično postal problem, gresta presvojevalke skotopičnega sindroma, ker ugotovi, da ima kar težjo obliko in predpiše potem folije in očala, ki se jih pa dobi potem na centru, pa tretja faza, najprej vprašalnik, potem testnik, potem pa na centru za skotopični sindrom naročijo očala. Ker to je okrog 18,000 odtenkov, to ne moramo kar ena očala dati nekomu, to včasih smo lahko mislijo ljudje, zdaj bomo pa neka očala dali, pa boš dobro izpolnili splavno. Tako da skušala sem na ta način pokazati, kaj sploh je skotopični sindrom in kako lahko mi pomagamo otroku, ker Lara na koncu leta prebere še zabrano značko, je odlična Sneguljčica, pozitivno vpliva to in s tem vidite, da ne samo, da izboljša branje, ampak tudi splošno počutje, samozavest otroka, cel kup stvari se na ta način izboljša. Če pogledamo pojavnost disleksije, pravi, da je okrog 20% otrok v Sloveniji, medtem ko pri skotopičnem sindromu je pa kar veliko, 15% običajne populacije, lahko je pa to povezano seveda z drugimi motnjami, kot sem že prej povedala, naprimer 46 otrok z učnimi težavami ima skotopični sindrom po naših podatkih, 33% otrok z ADHD, to se pravi z motnjami pozornosti ali hiperaktivnostjo, 15% nadarjenih otrok ima tudi skotopični sindrom in pa presenetljivo 80% zapornikov. In kako bi mi pomagali takemu otroku, ki je pri nas v šoli, vsekakor vztrajamo, da bere s folijami, predvsem boljše pa z očali, ker če imamo mi folijo, položimo na
zvezek in potem, ko obrne stran, spet ta belina zaseka v možgane, zato je boljše, da ima kar očala. Moram povedati, da ta očala, te odtenki, bomo videli, da ima otrok barvana očala, on sam pa ne bo videl barvano ven, bo videl ravno take barve, kot so v svetu, le da bodo eliminirali tisto valovno dolžino, ki ga moti. Pomembno je tudi, da pišemo na tablo v stolpcih, da poskrbimo za pravo razsvetljavo, da čim več naravne svetlobe. Vemo, da take otroke moti svetlova, tako imenovana fotofobija, zato jim omogočimo, da ne sedijo mogoče čisto pri oknu, ali mogoče, da nosijo celo kapo z ščitnikom, ki ne bo bele barve. Kaj še, da skrajšamo čas tistih nalog, tudi to je recimo pomembno. Sploh jaz mislim, da je ena taka empatija, če nekaj o tem vemo, da si učitelj lahko predstavlja, kako tem otroku je ne to lažje. Recimo na značilnost je tudi to, da otroci od blizu gledajo stvari, zato jim omogočimo lahko stojala za knjige, da jim to približamo. Potem bralna ravnilca se tudi zelo pomembna, da sledijo vrstici, kar dostikrat preskakujejo. In pa, kot sem že tudi omenila, pravila mod črk, praviloma ne uporabljamo Times New Roman, vemo, da ga veliko vidimo, ampak bolj primerni so fonti nabori črk brez zavihkov, to pomeni, nima teh serifov kot Arja, ali obstaja pa sploh je krasen font, ki ga tudi jaz uporabljam, Lexia Ribbon, to je pa predvsem za dislektike uporabljam font, mi ga pa uporabljamo tudi za lahko branje, pa se je izkazala za slabovidne zelo prijeten font, ker ločuje med črko, veliko črko O in števko nič, potem L in pa veliki I se ločujete in pa števka 1. Tudi razmiki med črkami so dosti odgovorni, tako da imamo danes, ko imamo računalniško podporno, kar veliko možnosti, da naredimo takemu otroku prijeten test in da ne fotokopiramo na belo podlago, ampak na neko podlago, ki je čim bližje njegovi barvi folije. Za ilustracijo bi pa morda prebrala vam samo prvi del slikanice v vrtincu črk, o deklici s skotopičnim sindromom ali sindromom Helen-Irlen, ki je šla pri založbi Morfem, da se bo videlo, kako pravzaprav te težave lahko vplivajo na otroka. Ne bodi no tako površna, Lara, se je zdi učiteljica. Tretješolka se je spet skloni nad besedilo in se s prstkom dotakne prve besede v novem odstavku. In ponovno se črke zbudijo, poskočijo, se sprimejo med sabo in začnejo divji ples. Pred Laro je samo še vrtinec z namen, v katerem ne razloči nič. Obupano ponovi me. Iz zadnje klopi so glasitile me. Pritegnejo mu še drugi sošolci in kmalu meketa ves razred. Učiteljica je komaj utiša. Kdo pogleda Laro? Takole ne bo šlo več naprej. Po pol leta v 3. razredu bi pa res že morala znati brati. Lara nemirno stisne potne dlani. Bolečina se pojavi nekje za čelom. Spet to zbadanje v očeh. Postane ji slabo. Če ne bo šlo, boš morala v drugačno šolo. Deklica se prestraši. Da bi šla drugam? Saj ima to najboljšo prijateljico Saro. Lara in Sara zazmeraj. Trudim se, gospa učiteljica, reče in komaj zadržuje solze. Sara jo pod klopjo ohrabrujoče stisne za dlan. Bolj se moraš potruditi. Besedilo sem ti natisnila v črkah, primernih za disleksijo, na zelenkast list, držala sem se vseh napotkov, pa nobenega uspeha. Nisem prepričana, če je tvoja težava le disleksija. Lara samo pokima. Močno se ji začne zihati. Ve, da bi jo učiteljica še pogledala, če bi opazila, zato trdno stisne usta. Učiteljica ji strogo reče. Morda bi pa morali premisliti, ali boš sploh lahko odigrala vlogo Sneguljčice ob zaključku šolskega leta. Kako se boš naučila besedila, če še brati ne znaš?
Deklico oblijemo z pot. Ne, pa tako zelo je primerna za to vlogo s svojimi dolgimi črnimi lasmi. Besedilo pa že zdavnaj zna na pamet. Babica ga je le dvakrat prebrala, a Lara si ga je zapomnila čisto brez napak. Nekaj hoče reči, pa ne spravi iz sebe niti besedica. Tega je učiteljica ne sme narediti. Potem pa Sara nenadoma ostane. Glasno reče: Gospa učiteljica, če Lara ne bo igrala, potem tudi jaz nočem biti hudobna kraljica. Razred omeni, Lari bo se narediti cmok v grlu. Ljuba Sara, najpogumnejša in najboljša prijateljica na vsem svetu. In potem odrine stol Mona. Tudi jaz ne bom palček. Iz zadnje klopi se v en glas odglasita dvojčka Žak in Nil. Midva tudi ne. Sošolci ostanejo vsi naenkrat. Tudi jaz ne, tudi jaz. Čisto na koncu pa Lara zasliši Tilnov glas. In jaz ne bom kraljevič, če Lara ne bo Sneguljčica. Učiteljica z odprtimi usti gleda srčne otroke, ki so se tako zavzeli za svojo sošolko. Najprej tista neumnost z meketanjem, ko gre pa zares, znajo presoditi, kaj je pravo različka. Potem se končno zbere in reče: sedite vendar, se bomo že dogovorili. Čudovite učence imam, si reče, ko zazvoni. Odhaja iz razreda, ugasne močne neonske luči in ne more skriti drobnega nasmeška. Lari je pri dnevni svetlobi nenadoma bolje. Sploh pa njeni sošolci, kakšni carji so. Zberejo se okoli nje, jo trepljajo po ramenih in se jo spodbudno nasmihajo. V razredu je kar nekaj učencev, ki imajo težave z branjem. To je bila zmaga tudi zanje. Nekoč ne bo več meketala, sklene Lara, in Sneguljčica bom. Ko zapušča razred, se ji zazdi, da sliši Tilno čisto tih: oprosti. Oh, Tilen, kako je srčkan. Naprej si pa lahko preberete, kako so rešili Larine težave v knjigi Slikanici vrtnic črk, ki je ilustrirala Maja Lubik pri založbi Morfem. Zavedati se moramo, da tako disleksija kot tudi skotopični sindrom, to gre seveda za neko nevrorazličnost, ampak da je to lahko prednost. Ne vemo, da so bili dislektiki Einstein, Picasso, Leonardo da Vinci, naprimer Disney, Agatha Christie, Newton in tako naprej. In vsi ti ljudje so razmišljali atipično in to je tisto, kar bi morali v šolah bolj poudarjati. Naj se gre za disleksijo ali naj se gre za sindrom Helen-Mirren. Bodimo empatični in ne usmerimo se na motnjo, ampak na prednosti pri otroku.